pozdravljeni, dober večer. Dobrodošli na predstavitvi zgodovinske študije Saša Jeršeta, Sociodiceja predmoderne, ki jo bodo predstavili. Knjiga je v čisto zadnji korekturi in bo šla verjetno ta teden v tiskarno. Predstavili jo bodo avtor, izredni profesor dr. Sašo Jerše, docent dr. Marko Štokec in docent dr. Luka Vimer, se upravičujem. Tako da izvolite, prosim. Ves čas se motite o meni, kot vi živim brez kruha, pomanjkanje občutim skrb, prijatelje pogrešam. Tako podvrženemu pravite, da sem kralj. S tem vprašanjem se v Shakespearevi drami Richard II., človek, ki je izgubil vse, razen imena in svojih človeških lastnosti, obrača na ljudi, ki stojijo pred njim in so mu že odrekli vse, razen imena in človeških lastnosti, kralj Richard II. Še donedavna zaupniki in zavezniki, med njimi še donedavna ljudje, ki so ga ljubili in so mu bili prijatelji, slednje je v trenutku svoje človeške, pa tudi kraljevske osame Richard vsekakor najbolj pogrešal. Vsi pa kraljevi podaniki stojijo pred njim z mešanimi občutki razočaranja, neporavnanih računov, strahu, žalosti, pa tudi prezira, z izgubljenim razumevanjem kraljevcev kot zmedene misli ter krvava in tako vse bolj nora dejanja. Izgubljena sta bila torej vera in zaupanje v kralja, s tem pa se je zrušila kraljeva oblast in kraljevo ime se je potlej zdelo le še kot težak spomin na nekdanje kraljevo dostojanstvo in avtoriteto. Richard se svojega položaja na ruševinah oblasti seveda zaveda in vendar svoje kraljevsko ime še vedno brani. Ni je roke iz krvi in mesa, ki bi mogla nekaznovano poseči po žeslu, a njegov zagovor zveni v ušesih tistih, ki ga poslušajo, le še kot zmedeni oblastni deliri, kot norost. Pa je bil zagovor kralja res to. Richard svojim še donedavno zaveznikom in zaupnikom, ne mara tudi prijateljem, vsekakor pa svojim podanikom, podrži ogledalo, v katerem se zazrcali njihov, ne njegov, temveč najprej njihov oblastni deliri, njihova norost. Ves čas se motite v meni in pravi, saj so mu pripisovali lastnosti, ki jih on, človek, nima in od njega zahtevali stvari, ki jih on, le človek, ni mogel izpolniti. Z drugimi besedami, ustvarili so si podobo kralja, persona ficta, ki ne je presegala kondicijo humana, a še potem, ko je postalo očitno, da to ni mogoče, mu še vedno pravijo, da je kralj. Kdo je torej tu ujet v oblastni deliri? Kdo je tu nor? To norost, ta svet politične norosti, ta oblastni deliri, imenujemo Sociodiceja. Svet, torej, v katerem govorijo sijajne umetnine, ki se jim posveča ta knjiga, je svet političnih in oblastnih fikcij, obenem je svet nemirne stvarnosti in obenem svet naprezen za njeno preseganje. Med stvarnostjo in fikcijami zevajo delirični prepadi, v katerih se ustvarja smisel političnih skupnosti in njene oblasti. To je svet izgubljenega, vsaj vselej ogroženega ali vsaj izkrivljenega smisla, obenem je svet njegovega nenehnega iskanja. Svet oblastnega delirija je, ki daje svojemu času in svetu njegov smisel. Ta oblastni delirij imenujemo Sociodiceja. Izvoli, Marko. Hvala, Sašo. Jaz mislim, da je bilo že odlomka, ki ga je kolega še prebral, dosti jasno razvidno, o čem pravzaprav ta knjiga govori. To je knjiga, ki jo sestavljajo tri razprave, ki jih pa družijo več rdečih niti. Prva rdeča nit, ki druži vse tri razprave, je ideološka, druga je konceptualna in tretja je vsebinska. Namreč vsebinska pa pravzaprav po dveh plati. Ena plat je to, da pravzaprav se vse tri razprave ukvarjajo z umetniškimi artefakti. In pri tem se je še postavilo vprašanje, oziroma ti vprašanja se niti ne postavilo, ampak to pravzaprav vzame kot dano. Da pravzaprav vsa ta tri umetniška dela,
ki so bodisi besedilna, bodisi vizualna, izražajo percepcijo družbene in oblastne stvarnosti. To se pravi, njegovo izhodišče je to, ne, da je pravzaprav umetniško delo, ne glede na vse razlike, ki jih pač, na vse individualnosti, ki jih vsako umetniško delo seboj prinaša, da pravzaprav nosijo sporočila in nosijo pomene v zvezi z različnimi segmenti pač neke kulture ali pa družbe in kulture, v kateri so ustvarjalci teh umetniških artefaktov živeli. Njegovo izhodišče je očitno, ne, da vsak umetnik nagovarja družbo in kulturo, v kateri živi, v kateri ustvarja, in da lahko zgodovina na podlagi pač tega izhodišča ugotavlja določene stvari, se pravi, ugotavlja, na katere segmente se ta umetniška dela nanašajo. Zdaj, umetniška dela so ena strani likovna, ne, tukaj za Lorencetijevo fresko v Sieni, dobra nastava vladavina, potem je Tomaž Beljaški, dve deli, ena je freska na zunanji steni Praške stolnice, drugo delo, ki jo tudi pripisujejo Tomažu z Beljaka, je freska v Nizki cerkvi v Ptuju, vsaka prva Lorencetijevo delo sredina 14. stoletja, drugo delo, torej Tomaž Beljaški konec 15. stoletja, in potem Dürer. Dürerjev slavnostni sprevod, ki pa se nanaša na Maksimiljana, to so ta vizualna dela, ki jih obravnava Jerše. Poleg teh pa obravnava tudi literarna dela. Shakespeare je že začel, s Shakespeareom Michaelom II. Potem je zelo pogosto navaja Danteja, navaja Biblijo in nazadnje navaja tudi Maksimiljana I. To se pravi dve njegovi avtobiografski deli, Weisskund in to je Dank, to se pravi dva teksta. Pričemer pa tudi vizualna dela, to se pravi vizualna dela in besedila obravnava kot tekst. To se pravi, vse, kar nosi sporočilo, je za Jeršeta tekst in seveda kot tak mora vse za metodo, vse za metodologijo upoštevati. Zdaj, v zvezi s tem umetniškimi deli je pa tako, ena so vrhunska, sodijo tako rekoč v kanon evropske kulture, evropske umetnosti, recimo Lorenceti, zlasti seveda Dürer, druga so nekoliko, kot še rekel, marginalna, ali pa so pomembna lokalna, to je pač ta Tomaž iz Beljaka, ki je sicer popolnoma spodobno umetnik, vendar ni vrhunski umetnik, kot je recimo Dürer. Prihaja iz slovenskega prostora, slovenski prostor je pač polperiferni prostor, da Bog pomaga. Kar seveda pomeni, da v tem prostoru živijo, pa so živeli ljudje, ki niso ničesar vedeli, nasprotno. Tako kot danes približno, so tudi v 14. in 15. stoletju ljudje bili relativno dobro informirani o tem, kar se dogaja, vendar pa impulzov z tega prostora pač ni prihajalo. In tudi ta razlika med Tomažem Beljaškim in Dürerjem seveda zelo velika. Skratka, probleme, ki si jih Jerše zastavlja, prvi problem je odnos med umetniškimi artefakti in zgodovinarjem. To se pravi, koliko so umetniška dela zgodovinski viri, to je njegovo stališče evidentno, da pač umetniki, kljub vsej svoji individualnosti, posredujejo uvide v družbene realnosti in njene različne plati in segmente. Zdaj, tisto, kar Jeršeta zanima, je politični segment. To se pravi zlasti, to se pravi, kako ljudje v nekem času, oziroma kako se skozi te umetniške artefakte izražajo politične in oblastne strukture, oziroma kako ljudje, avtorji teh umetniških del percipirajo torej te oblastne in politične strukture. Zlasti pa Jeršeta zanima vloga monarha. Skratka, njegova tematika je tipična tematika sodobne politične zgodovine, oziroma kulturne zgodovine političnega. Zdaj, tisto, kar Jeršeta zanima, je pogled Domorosa, torej kako ljudje od znotraj vidijo svet, v katerem živijo. Sve se velja potem vprašati, kateri ljudje so tisti, ki to vidijo. Ker pač ne Dürer, ne Tomaž Beljaški, pravzaprav ne izražata pogleda, izražata pravzaprav neke vrste ideološki pogled na takratno stvarnost. Na takratno tridelno stanovsko družbo, ki je pa seveda v resnici bistveno bolj strukturirana, kot so podobe, ki jih pač Tomaž Beljaški ali Dürer, ali ne zdaj tudi Dante ali Shakespeare izražajo. Tukaj je zaenkrat, verjetno bo Sašo še kaj povedal, pa zase Luka bi verjetno tu še kaj dodati. Kaj če pustim Tomaža Beljaškega govoriti? Ja, izvorno.
Tomaž iz Beljaka, mojster graške podobe božjih kazni in božje milosti, je na svetost političnega reda krščanske skupnosti opozoril še enkrat. Nekaj let preden je ustvaril graško fresko, v 70-ih letih 15. stoletja, in v freski, ki je v cerkvi svetega Jurija na Ptuju pod lokom njene južne ladje naslikal fresko, ki je dal tudi že naslov Triplex Status Mundi, to je trije redovi sveta. Kompozicijska zasnova freske v grobem ustreza sočasnim upodobitvam tega motiva, hkrati pa slikar oziroma ustvarjalci freske že vpeljujejo misel, ki jo bo nato posebej razkošno razvil na graški freski. Na ptujski freski so torej upodobljeni trije stanovi sveta. Na desni strani duhovnik oziroma kleriški stan, oratores, na levi strani skupina vojščakov ali vitezov, velatores, in za njimi skupina kmetov, laboratores. Nad stanovi vedi Kristus, pod njim in nad stanovi pa vihrajo angeli, ki v rokah nosijo trakove, s katerih so napisi sicer že izginili, a na podlagi primerjave te upodobitve s sočasnimi upodobitvami istega motiva lahko verjamemo, da je angel nad kleriki nosil napis tu ora, moli, angel nad vitezi napis tu protege, varu, in angel nad kmeti napis tu labora, delaj. Vloge, ki jih imajo v takšnem redu sveta posamezni stanovi, so torej porazdeljene, red sam pa z dvignjenimi rokami blagoslavlja Kristus. S tem je ustvarjena jasna aluzija na božje zadovoljstvo na takšnem družbenem ustroju. Ustvarjena je jasna aluzija na svetost družbenega reda. In ta svetost je še dodatno poudarjena z upodobitvijo trenutka, v katerem se trije stanovi nahajajo. Za razliko od sočasnih, večinoma izrazito statičnih upodobitev tega motiva, je ptujska freska vse drugačna. Upodobljeno je namreč razgibano dogajanje v trenutku, ko so stanovi izbrani pri bogoslužju, še več pri najsvetejšem opravilu krščanskega bogoslužja, namreč pri Evharistiji. Na freski vidimo v sredini duhovnika pri oltarju, ki kruh in vino, podobi Kristusovega telesa in krvi, podaja prvemu izmed vitezov, ki v polni vojni opravi stojijo pred oltarjem. Kmetje se zdijo iz tega evharističnega dogajanja, kot da povsem izključeni, kajti upodobljeni so pri svojem delu, le eden izmed njih se sklonjeno obrača k oltarju. Na prvi pogled bi lahko trdili, da freska upodablja kar najbolj tesno sakramentalno zavezništvo med obema gospodskima stanovoma, ki si ma je le pridružil tretji kmečki stan. A takšna teza bi bila pretirana, če že ne povsem napačna. Sami menimo, da freska upodablja stanove in aktu njihovega poslanstva in tako ne poudarja najprej gospodskosti in privilegiranosti prvih dveh stanov ter tretje razrednosti tretjega stanu, temveč poudarjeno kaže na službe, k katerim se posamezni stanovi poklicani, na službe same ter njihovo svetost. Stan duhovščine je stan oratores, stan molilcev torej, in kaj je večja in bolj pobožna in bolj sveta molitev kot opravljanje bogoslužja. Viteški stan je stan velatores, stan tistih, ki se vojskujejo, in kaj je bolj sveta vojna, kakor vojna, v kateri se brani krščansko bogoslužje oziroma krščanska molitev. In slednjič so kmetje upodobljeni kot laboratores, kot delavci, in kaj je večje in bolj sveto delo kot delo za svet, v katerem se upravlja krščanska molitev. Upodobitve bogoslužja in pri njem zbranih stanov tako ni razumeti le dobesedno. Prej jo je razumeti kot aluzijo na krščansko življenje samo in s tem na družbeno in politično skupnost, v kateri je krščansko življenje sploh mogoče. In takšna politična skupnost je skupnost treh stanov sveta. Gre za skupnost, ki živi, kot razlaga idejni koncept treh stanov sveta, v znamenju sožitja, konkordija, složnega življenja torej, življenja iz krščanskih kreposti ter življenja v božjem blagoslovu. Skratka, gre za skupnost, ki je sveta. Ko se takšna skupnost zbere k bogoslužju, tedaj se v očeh domorodcev, kot nam nazorno kaže freska, odprejo nebesa, nad zbranimi stanovi zavihrajo angelski zbori in skupnost blagoslavlja Kristus, Bog. Ob tem pa je opozoriti še na eno razsežnost ptujske freske, ki je stvarne, objektivne narave. Čas, v katerem je freska nastajala, je bil čas velike osmanske nevarnosti, vsaj velikega turškega strahu, čas, ko je bila krščanska skupnost posebej ogrožena in je bil posebej ogrožen njen sveti red. Gledano z zornega kota domorodcev
so bili tedaj vsi trije stanovi sveta posebej poklicani, da opravljajo svoje poslanstvo, da se vojskujejo torej, da delajo in molijo, da so skratka sela v službi svojega svetega reda. Reči torej smemo, da triplex status mundi tako ni zgolj upodobitev reda sveta, kot so ga videli Tomaž iz Beljaka in ptujski domorodci, temveč je v prvi vrsti njihov klic k svetemu redu sveta in klic k njegovi ohranitvi. Je klic domorodcev k njim samim in je njihov klic k njihovemu Bogu. Hvala, nekaj misli k tej sjajni monografiji. Ob branju sem se večkrat spomnil na nekatere polemike v širši, včasih celo v strokovni javnosti, v katerih sem opazil nerazumevanje ali pa slabo razumevanje predmodernega sveta, včasih seveda tudi anahronistično prenašanje novejših družbenih modelov ali nazorov, meril na več stoletij oddaljeno preteklost. Še posebej zato, ker je avtor nekako mojstrsko odstiral prepletenost verskih in političnih vsebin, včasih pa je zaznati torej ravno to nerazumevanje v širši javnosti prepletenosti posvetnih in cerkvenih oblasti v poznem srednjem veku, v zgodnjem novem veku. Recimo, pred kratkim sem opazil v neki monografiji začudenje nad državniškimi službami ljubljanskega škofa Krištofa Ravbarja, kot da bi bila to neka posebnost slovenske zgodovine in slovenskega prostora in podobno. No, ampak monografija Saša Jeršeta, našega raziskovalca, poznavalca, predvsem zgodnega novega veka je popolno nasprotje takšnega nerazumevanja zgodovine. Avtor se v knjigi in tudi sicer nikoli ne pusti zmesti poenostavitvam iz kakršnekoli mitologije, z vso potrebno znanstveno akribijo rekonstruira zgodovinski kontekst, v katerem je nastala serija 5 umetnin iz 14., 15., 16. stoletja. Skratka, Jeršeta kot zgodovinarja ne zanimajo pomeni, ki bi jih svetu na teh podobah hoteli dajati danes, mi sami, ampak seveda pomenu, ki so jih svetu na teh podobah dajali njihovi sodobniki, se pravi ljudje z lastno vero, prepričanjem, voljo, ki je lahko oziroma mora biti zelo drugačna od naših. Za njegovim pisanjem, ki ga odlikuje zelo lep, izjemno lep jezik, lahko rečem, so seveda leta prizadevnega raziskovalnega in pedagoškega dela, to se pozna, in med drugim tudi široke razgledanosti po literaturi. Morda je izbor podob na videz ali pa na prvi pogled presenetljiv, ker prihajajo iz tako različnih obdobij, iz tako različnih, oziroma še bolj različnih okolij, tudi Jerše med njimi prepričljivo vzpostavlja vzporednice. Vse te podobe so nastale zato, da bi govorile predvsem, tako kot Lorenzetija, ali pa vsaj tudi, tako kot Graška ali Ptujska, o družbi, politiki in oblasti svojega časa. Ob avtorjevem izboru freske Božjih kazni na stolnici v Gradcu in ob njegovem izboru freske 3 stanov sveta iz Kroštijske cerkve svetega Jurija na Ptuju, sem se spomnil še na eno nerazumevanje, ki ga je presegla ta knjiga. Nerazumevanje, ki ga je umetnostna zgodovina že zdavnaj presegla, ampak v širši javnosti prav tako včasih še vztraja. Recimo temu za teza o zamudništvu umetnosti na periferiji, v našem primeru seveda na Slovenskem. Neki znanec me je vprašal, ali drži njegova teza, da sta razvitost prava in kvaliteta umetnosti v zgodovini premo sorazmerni. In je kot primer navedel razliko med Koprom, ki je v 15. stoletju že pod Beneško republiko seveda stopil v zgodno renesanso, in med Ptujem, ki je v istem času bil še vedno poznogotski. Ta teza seveda ne drži, to se pravi ne le, da je poznogotska umetnost na Ptuju ni manj kvalitetna od zgodne renesančne v Kopru,
in da je vprašanje sloga povsem brezpredmetno, ampak se politična, gospodarska in pravna razvitost nekega mesta, dežele, države nikakor nujno ne ujame s kvaliteto umetnosti, se pravi, primer recimo so Benetke, ki so bile v 18. stoletju politično in gospodarsko propadle, pa so bile na področju gledališča, slikarstva, glasbe, velesila. Skratka, sem vesel, da je Jerše v ta izbor pogosto vrhunskih umetnin vendarle vključil tudi dela, ki so, tako kot je kolega Štuhec pravilno ugotovil, vendarle z periferije, se pravi fresko iz Graca, fresko s Ptuja, da je torej avtor upravičeno prepoznal vsebinsko in formalno bogatstvo teh dveh fresk. Ti dve freski sta sicer zaradi vremenskih in drugih dejavnikov danes poškodovani, sta izgubili velik del svojega bogatstva, med drugim na Ptuju seveda veliko barv, ampak kljub temu kažeta na razmislek naročnika in slikarja o sestavi družbe, v obliki vladavine, o najboljši mogoči ureditvi politične skupnosti in tako naprej, o čemer podrobno piše Saša Jerše. Njegova kulturno-zgodovinska analiza graške in ptujske freske je posebej dobrodošla zaradi tega, ker freski, kljub temu, da ste izjemno zanimivi, da pri njima niso razjasnjene vse okoliščine nastanka. Seveda, graška podoba Božjih kazni iz leta 1485 bi lahko nastala kot naročilo mesta ali pa cesarja Friderika III. Vsekakor je bila naslikana v spomin na leto 1480, ko so Gradec ogrožale kobilice, Turki in Kuga, in pred letom 1480, ko je preizkušnja zadela tudi Ptuj, saj so ga za 10 let zasedli Madžari, naj bi nastala tudi tamkajšnja freska Triplex Status Mundi, troje stanov sveta, o kateri je največ napisal Tomislav Vignjević. Tudi tu ostaja naročnik še skrivnosten, lahko bi bil seveda plemič, če je vhodna pola južne ladje, v kateri je freska, kot piše Janez Höfler, funkcionirala kot grobni prostor te družine. Verjetno plemiške družine. Jerše upravičeno poudarja, da imata ti dve podobi z Graca in z Ptuja predvsem versko vsebino, ki pa je tudi politična. Freska treh stanov, kot smo slišali, prikazuje ogrodje družbe v srednjeveški predstavi, to se pravi, gre za duhovniški, vojaški in kmečki stan, vsak svojo nalogo, ki pa se navezujejo eno na drugo in pa so med seboj tudi soodvisne. In kot smo slišali, avtor vidi tako v graški kot tujski freski podobo krščanske družbe, v kateri sicer obstajajo različni stanovi, poklici, naloge, ki pa jih v služno celoto ali skupnost povezuje isti duh. Avtor upravičeno opozarja, da je bila freska naslikana v času turške nevarnosti, ko je bila tako zasnovana skupnost ogrožena, se pravi, da ne gre le za podobo družbe, podobo reda, ampak tudi za klic k ohranitvi tega reda. Avtor nam torej odstira poglede na resnične podobe iz preteklosti, čeprav pri njihovi interpretaciji pušča prostor še za naslednje razmisleke. Potrpežljivost in strpnost takšnega odkrivanja preteklosti bi nam bili lahko pravzaprav za zgled tudi tedaj, ko bi si zastavljali enaka vprašanja kot naši predhodniki v Sieni, Gradcu, Ptuju ali drugje, kako oblikovati dobro oblast, kako med različnimi prebivalci vzpostaviti vzajemnost, kako ustvarjati skupno dobro in zagotavljati mir. Nekatera vprašanja pač ostajajo enaka, zato kolegu Jeršetu želim še veliko potovanj v preteklost in veliko tako dobrih knjig. Hvala, Luka, in te besede. Hvala, torej, vsem nam pa želim veliko uspeha pri ohranjanju miru.
in iskanje našega lastnega smisla. Torej, vprašanje moje, ki se mi je zastavilo, ki je bilo na začetku pisanja te knjige, ki se je nastavila zelo dolgo časa, je bilo, ali pa teza, ki je bila, ki so jo postavili vsi, da nobena družba ne more obstajati nekako v praznem prostoru, nekako obstajati v luftu, ampak je zato, da obstane, da se vzpostavi in da obstane, potrebno, da se osmisli. Potrebno, da se osmisli v svojem času in prostoru in te umetnine in usmišlja se je seveda skozi nek vladajoči diskurs, v katerem, lahko oblastni diskurs, o katerem pričajo te umetnine, ki sem si jih vzel v analizo. Gre za umetnine, ki so nastale v 3 različnih skupnostih: Siena republikanska, predmoderna republikanska skupnost, potem graška, pa štajerski, te 2 štajerski umetnini, ta z Gradca pa z Ptuja, stanovski skupnosti in pa potem seveda Maksimilijanova, pravzaprav zamišljena skupnost, torej njegove monarhične sanjarije ali pa njegov koncept monarhične oblasti. Vse te 3 skupnosti so bile v času, ko so te umetnine nastale, pred velikimi preizkušnjami. V Sieni so se takrat udarili stare patricijske familije in pa ta gente media, torej ta srednji sloj, ki je zadobival na moči, želel pa si je tudi zagotoviti oblast. V Gradcu oziroma na Ptuju, na Štajerskem, v drugi polovici 15. stoletja je ena velika žalost vse skupaj, torej lakota, kuga, vojna, torej turški upadi. In Maksimilijan je, sam je izhajal, politični fantast, želel vzpostaviti neko monarhično, absolutistično monarhično oblast, da bi bil tukaj soočen z stvarnostjo, ki mu tega seveda ni dopuščala. In vendar se je moral, človek, ki se je zapisal v zgodovino kot eden največjih vladarjev, kar gotovo ga je mogoče tudi označiti kot takega, tudi zaradi njegovih konceptov. Zaradi njegovih konceptov, zaradi njegove fantastičnosti, dočim vsi njegovi koncepti pravzaprav za časa njegovega življenja, pa tudi kasneje, niso zares dobili svoje uresničitve. Vsi ti 3 skupnosti, vsi ti 3 akterji zgodovinskega dogajanja so bili v tistem svojem času pred izredito velikimi preizkušnjami, pred eksistencialnimi preizkušnjami, in v teh preizkušnjah so se morali osmišljati. In osmišljale so se. Osmišljale pa so se na presečišču 3 stvarnosti. In sicer živete, želene in pa večne. Obdobje predmoderne je pač obdobje, ko si sveta in posameznika v njem in skupnosti v njem ni mogoče zamišljati samo na tem svetu, ampak ga je vedno potrebno, pa si ga vedno zamišljajo domorodci, sodobniki zamišljajo v nekem dolgem, velikem odrešenskem loku. Skupnosti predmoderne so, sam že tako mislim, in mislim, da o tem govorijo ne samo tem analize teh umetnin ali pa tega diskurza, torej kot je rekel Marko, te umetnine jemljem kot zgodovinski vir. Ne kot umetniško stvaritev, kot bi jo danes rekli, ločeno od stvarnosti, od produkta neke gole umetniške ali pa gole umetniške invencije, ampak kot zgodovinski vir. In enako tudi literarne vire in Biblijo. Sam že mislim, da v obdobju predmoderne Biblija je pravzaprav
eden izmed fundamentov političnega razmisleka. No in v presečišču teh treh stvarnosti se ustvarja smisel skupnosti, smisel, kateremu so zavedani, že mislim, vsi. Ali pa drugače rečeno, če tudi ta smisel nekomu ni lasten, pa vendarle ne more delovati izven njega. Torej delovanje izven te predmoderne sociodiceje, izven smisla, ki ga pa seveda oblikuje ali pa artikulira oblast, ni mogoče. Brez da bi tvegali izobčenje, brez da bi tvegali očitek tiranstva, brez da bi tvegali očitek odpadnosti oziroma izobčenja. Torej, jaz mislim, kot se rekel, kdo so zdaj dolgorodci, pa ali verjamejo. Torej, če tudi ne verjamejo, zavezani so temu smislu. Ja, verjamejo že, do neke mere, ampak se hkrati v imenu istega tudi upirajo, ker nemška kmečkovanja je pa tipičen primer tega, da se pravi različnih izhodišč, Biblije, kje je zdaj Božji red, ni ta Božji red, v kateri živimo, Božji red hočemo mi, in miške programe na tem, poroške programe na tem temeljijo. Ampak gre še zmeraj za Božji red. Ja, za Božji red pa za pravi Božji red, to pa se strinjamo. No, še ena stvar se mi zdi pri tej knjigi zanimiva, torej metodološko seveda ti rehabilitiraš hermeneutično metodo, izrazito, ker se dejansko skušaš popomeniti, ki jih nosijo posamezni, pač zgodovinski viri. Zdaj seveda ti jemlješ slike in besedila skupaj, to zove ti vidiš te freske kot strik, v bistvu, ker imajo svoje podnapise spodaj, to je tvoja celota, to se pravi, tu gre za pravo hermeneutično analizo, to se pravi, razbiranje pomenov, ki jih nosijo posamezne besede in v povezavi z posameznimi elementi v podobi. Tebe pa zelo zanima likovna vsebina, pa kompozicija dela sama po sebi, pa ti zanima pač vsebina likovnega dela, kaj pa slika prikazuje. Drug problem pa, ki se v tvojem delu kaže, je pa odnos med akterjem in strukturo, odnos med akterjem in informacijo. Ti si seveda v tem, tam tudi jasno zapišeš, da si proti Bourdieju, ki se ti zdi, da je preveč determinističen, tako pa se tvoje stališče razumem. In tebe zanima pač vloga monarha in pa ta razcep med predstavami, pričakovanji, ki jih imajo ljudje, to se zelo jasno vidi pri tem vlogu iz Shakespearea, in realnostjo, ki se jo pa sam Henry II zavedi. To je tudi zelo jasno pri Maximilianu. Na eni strani so pričakovali, se to je vloga, družbena vloga in v zvezi s kakšna je zdaj, ali nekdo, ki igra družbeno vlogo, ali ta svojo vlogo upravičuje, ali svoj status upravičuje in ali družbena moč, ki iz tega izvira upravičenja. In tu imamo seveda pri monarhih prav tega zgodnega novega veka, začetka zgodnega novega veka, kot je Maximilian, seveda celo vrsto takih mehanizmov, ki pa zelo poskušajo, s katerimi poskušajo monarhi torej pokazati, da so to, kar bi naj bili. To je recimo ta dva teksta, ki jo je napisal sam Maximilian, to so te podobe, ki jih je ustvaril Dürer. To je recimo Šambor v Franciji, ki je pač dobesedno v kamnu narejen politični program, s cesarsko krono na najvišjem tistem dimniku. In zdaj, zakaj? To, kar se pravzaprav, ker institucije zgolj največje države v tem času pravzaprav se vzpostavljajo. In je zelo pomembno, kako ljudje vidijo vladaj, tudi kako se sam obnaša, zato pa grejo francoski kralji v Italijo po jeruzalemsko krono. Skratka, ti srednjeveški mitiški ideali se hkrati se združujejo z ideali renesančnega vladarja človeka, ki išče slavo, nekdo išče slavo in ta slavnost se sprejela z Bogoslavje. Tipičen primer iskanja Maximilianovega iskanja slave. In to seveda sodi zraven, tako kot pač verjetno tudi sodobni politiki poskušajo na neki način sami sebe predstaviti, na način, ki naj bi pač ustrezal sodobnemu človeku, na podoben način, na enak, na podoben način tudi vladajo. 60 stoletjo poskušajo pred tistimi, ki so za njih pomembni,
Se to je vprašanje, za koga so pomeni. Pomeni za socialno elito, ker je socialna elita tista, ki ga lahko zamenja. Ne. Zato se jasno v Franciji, ne. To se jasno v Franciji, ko je kralj mladoletnik, ko umre Henrik II, je kaos. Ker institucije niso tako razvite, kot da bi pa zelo zdržale mladoletnost dveh vladarjev. Zato pravzaprav vse te intervencije, ne, tudi v umetnosti, zato tudi Franc I se kaže tam na Fontainebleau kot zaščitnik umetnosti, pa izganjali ste vedno sistem, ta mecenska vloga vladarja in Maksimilijan Jakov mecen. Se podpira, ne, komunistično, torej komuniste se obdaja s komunisti, ne. Najbrž ne samo zaradi mecenstva, tudi zato, ker so to pravniki, ki njegova oblast na nekaj način pravno utemeljujejo. Vse to so vidiki, ki so v tem delu, ne, mislim, da to je jasno prikazani, zato je to, v nekaj smislu je to novost v slovenski politični historiografiji. Nadaljuješ malo Vasko Simonicijev delo, ne, gotovo, ne, ampak je pa to seveda korak, mislim, da neko korak naprej od tega, kar smo zdaj, oziroma drugačen način, ne, kako smo do tega dela o politiki zgodnjega novega veka razmišljali. Zato smo da to res dragocen prispevek. Pri meni je šlo zelo zato, da se pokaže, da po političnem, pa to ne velja samo da obdobje predmoderne, čeprav obdobje predmoderne ima to bolj preko jasne kulture, šlo za to, da se pokaže, da v polju politike ne moremo živeti samo, pa da ne živimo samo v polju torej stvarnosti, neke take fizične stvarnosti, živete stvarnosti, ampak da je politično življenje pravzaprav sestavljeno iz treh plati, iz treh polj, ki se med sabo neločljivo povezujejo. In to je, eno je polje torej živete stvarnosti, pa stvarnosti, krute stvarnosti, če boste. Drugo je polje želene stvarnosti, naših hotel, naših želja. In potem je pa še tretje polje, to je pa polje politične fikcije, popolne politične fikcije. In te tri segmente, teh segmentov ni mogoče ločevati. To polje politične fikcije pa je v obdobju predmoderne dvakratno. Eno je torej usmerjeno v večno življenje, drugo polje ima pa za cilj transcendiranje, popolno transcendiranje te naše tuzemne stvarnosti. In Maksimilijan je s tem svojim krogom humanistov izbral je po vsebe res pač najboljše. In zakaj jih je izbral? Izbral jih je zato, ne samo, da so mu utrjevali oblast, ampak da so mu utrjevali vse tri segmente, v katerih je ta oblast njegova monarhična korenila, in to je pa v segmentu živete stvarnosti, pa želene in večne. Torej, ta orna slika, ki jo verjetno si poznate, torej njegov portret Maksimilijanov, ki ga je naslikal malo pred njegovo smrtjo Albrecht Dürer, je krasen primer tega. Tukaj gre Maksimilijanu za nič manj, da se vzpostavi to, kar po njegovem mnenju vladar edino lahko je, zato da sploh obvladuje to svojo lastno stvarnost, kar je njegov smisel, in to je njegovo vladarsko svetništvo. On se s tem portretom stilizira v vladarja svetnika. In to vladarsko svetništvo je pravzaprav tisti njegov smisel, ki si ga daje in ki se ga ohranja in ki se tudi pravzaprav skozi politične rituale ohranja. S kronanjem, maziljenjem, torej Maksimilijan ni samo na tem vozu zmagoslavja, se da upodobiti pravzaprav v eni osebi
kot tremi osebami. Cesar, pontifex, svetnik. Zato mi je šlo, no? Zato mi je šlo pri tej knjigi in to mislim, da velja tako za obdobje predmoderne, kot sicer za vse naše večne čase, na katere smo obsojeni, da naše življenje, politično življenje je sestavljeno iz teh treh stvarnosti. Torej živete, želene pa večne. Pa fiktivne ali pa večne, no, Bog daj tudi večne. Bog daj tudi večne. Bog daj tudi večne. A prebereš še kakšen odlomek? Ja, to pa ne vem, mislim, da ti vodiš, jaz ne vodim tega, Luka ne vodi, ti vodiš, pa bereš nekaj odlomek, če ti je všeč, ne? Da bomo prebral ta odlomek o tem svetniškem portretu Maksimiljana, če dovolite. Portret, oljna slika na lipovem lesu, kaže cesarja v rahlem levem profilu in dostojanstveni, zasebni, intimni drži, nič na Maksimiljanovi podobi na prvi pogled ne nakazuje na njegovo vzvišeno, presežno, svetniško, cesarsko dostojanstvo. Cesar nosi veliko črno pokrivalo z zlatim medaljonom, na katerem je upodobljen eden izmed svetnikov, nemara Mati Božja, in ogrnjen je v težko žametno ogrinjalo, podloženo s krznom in s kar najbolj širokim krznenim ovratnikom iz sobolivine, ki mu pada globoko čez ramena. Pod ogrinjalom nosi črni patricijski telovnik in pod njim belo srajco iz lahke tkanine, videti je sicer le rob preprostega belega ovratnika. Maksimiljanov pogled, rahlo zamaknjen, resen, ter miren in distanciran, a pozoren in strog, je usmerjen nekam tja stran, morda v živeto stvarnost, ki se njegovemu pogledu treh kratnih stvarnosti, to je živete, želene in večne, lahko kaže le kot minljiva majhnost in hipna malenkostnost. In zdi se lahko tudi, kot da se cesar ne zaveda, da so vam uprte oči vsega tega sveta v vseh njegovih stvarnostih. A njegova desnica se živete stvarnosti vendarle trdno oprijemlje, v levi roki pa cesar drži granatno jabolko, simbol izobilja in s tem simbol želene stvarnosti tega in onega sveta, ter krščanski simbol obljubljenega vstajenja in s tem simbol gotove večne stvarnosti. Grb hiše Habsburg, cesarsko krono in kolano reda zlatega runa, katerega vrhovni mojster je bil cesar Maksimiljan, je Albrecht Dürer naslikal v levi kot slike, pod cesarjem pa stoji napis, ki obozovalca noče pustiti treznega, prav nasprotno želi ga vsega vzeti v svoj nori, kot bi se lahko zdelo, delirični monarhični svetniški vrtinec. Najmogočnejši, največji in nepremagljivi cesar Maksimiljan, tako napis, ki je za svojega časa toliko kraljev in knezov presegal v svoji pravičnosti, preudarnosti, velikodušnosti in širokosrčnosti, predvsem pa v vojni slavi in stanovitnosti, je bil rojen 9. dne meseca marca v 1459. letu odrešenja in je živel 59 let, 9 mesecev in 25 dni in umrl je 12. dne meseca januarja v letu 1519 in ga želi najboljši in največji Bog prišteti v število tistih, ki so živi. Da je bil Maksimiljan rojen 22. marca in ne 9. marca, kot pravi Dürerov napis, je ob vsem, o čemer napis sicer govori, lahko le malenkostna stvarna napaka. Posthumni Dürerjev portret cesarja Maksimiljana namreč ni upodobitev pokojnega cesarja v njegovi kar najbolj resnični in pristni podobi na ozadju zemeljske živete stvarnosti. Takšnega ga je sicer videla njegova hčerka, nadvojvodinja Margareta, ki ga je portret Dürer predstavil, a ga je zavrnila, saj da mu manjka cesarskih vzvišenih dostojanstvenosti. A nadvojvodinja je bila, kar že moramo reči, slaba, vsaj precej površna, le malo pobožna opazovalka. Portret je namreč podoba resnično živega cesarja. Živ pa je lahko cesar lahko le po božji volji. In ta je, tako napis, gotova. Najmogočnejšega, največjega cesarja Maksimiljana želi najboljši in največji Bog prišteti v število tistih, ki so živi. In po božji volji so po svojih smrtih živi le svetniki. Krščanski Bog je namreč Bog živih, to je svetih in ne mrtvih. Takole poroča evangelist Luka o Jezusovem odgovoru saducejem, ki so ga vprašali, kako je z vstajenjem. Sinovi tega sveta se ženijo in mužijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajanje od mrtvih, se ne bodo ne ženili, ne možile.
Tudi umreti ne morejo več, enaki so namreč angelov in so božji sinovi, saj so sinovi vstajeni. Da pa so mrtvi obojeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval Gospoda, Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Dürerjeva podoba cesarja je torej podoba živega cesarja. Še več, podoba je od mrtvih vstalega in v svoji veri, to je v veri Kristusa, živega, poveličenega, slavnega cesarja svetnika. Se pravi apostol Pavel v svojem prvem pismu Kološanom: če se torej ostali s Kristusom, iščite, kar je zgoraj, in ne to, kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu, ko se bo prikazal Kristus. Vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Cesarjeva podoba in napis na njem tako ne govorita resnice, kot izhaja iz živete tuzemne stvarnosti, temveč resnico, kot se dviga iz želene resnice za ta svet, ki je krščanskemu očesu lahko le večna resnica onega sveta. Ali rečeno drugače, Dürerjev portret cesarja Maksimiljana je upodobitev vesele resnice odrešenja. Ali rečeno še drugače, portret in napis na njem ne govorita človeške resnice, temveč sta oznanilo Božje resnice, svete in slavne. In povabilo sta k njej. V tem je smisel, v tem je bil smisel, v tem je bil ves smisel. Pišeš smisel tvoje knjige, kako? Smisel tvoje knjige. Tvoje knjige, recimo. Ima kdo kakšno vprašanje, mogoče za avtorja? Samo vprašanje je, koliko je teh, recimo, omemb ideologije, treh stanov, recimo, na Slovenskem pravzaprav raziskavamo. Nekaj mora biti v rokopisih, pa verjetno to niso edine speske. Torej, o tej temi imate krasno knjigo od Tomaža Tomislava Vignjeviča, Trije redovi sveta. Torej, na slovenskem, torej, po mojem vedenju, imamo tako res na zornih podobah samo to ptujsko fresko, ki je pa, kot sem že rekel, izjemna. Torej, sicer so te upodobitve tega koncepta ali diskurza, če hočete, zelo statične, ta je izrazito dramatična. Tudi sicer je Tomaž iz Beljaka, torej ta koncept treh redov sveta zelo inovativno ravnal, recimo v Gradcu, ki pravzaprav na graški freski, ki jo je mimogrede, torej včasih človek čudi, ne vidimo, kar je očitno. Namreč ta freska se je v zgodovino zapisala, v umetnostno zgodovino zapisala kot podoba božjih kazni. Ampak to pa zato, ker so zgodovinarji, pa umetnostni zgodovinarji gledali samo eno polje. Ta freska ima 3 polja. In so zgodovinarji gledali samo spodnje polje, kjer so dejansko upodobljene božje kazni, ki jih je Bog poslal grešnemu graškemu ljudstvu, torej kuga, kobilice so tam v 80-ih 15. stoletja razsajale in osmanska nevarnost je takrat imela enega svojih vrhuncev. Toda na tem spodnjem polju, v katerega udarjajo te božje kazni, se pneta še dve polji, ki pa se pravzaprav kažeta neko drugo zgodbo, namreč delovanje božje milosti. Delovanje božje milosti, ki jo je mogoče doseči skozi pravo stanovsko ureditev sveta. Ampak tukaj se Tomaž iz Beljaka odpove tridelni delitvi sveta, ampak mi vzpostavi 7-delno delitev sveta, spet še zmeraj po stanovih, kajti ta odgovarja nebeški hierarhiji, nebeškemu stanovskemu redu, angelskemu redu. Skratka,
priliči, ne, priliči zemeljsko hierarhijo, nebeški hierarhiji in iz nje naredi poziv krščanski skupnosti, da s tem, ko se bo priličila nebeški, ko bo vzpostavila zemeljsko hierarhijo, podobno nebeški hierarhiji, bo dosegla Božjo milost. Torej, in že mislim, da je izhajal iz te klasične tridelne reditve sveta, ki pa jo je zelo inovativno nadgradil. Torej, jaz mislim, torej, to so se strinjam s svojo tezo, da je, ali pa dejstvo, da je ta prostor semi-periferen ali pa da je periferen. Ampak v tem prostoru so vendarle tudi nastajale odlična, intrigantna dela in če bi ta freska, rečem svojim študentom, če bi ta freska bila v Firencah, jo vsi hodili gledati. Enako, ker je dramatična, pa če bi lepo ohranjena, res je v starem stanju. Imamo pa narejeno skico, ki jo hrani Graški muzej, da se je lahko dal analizirati. Torej, tudi zasijajna dela v svoji vsebinski, izvedbeno pravzaprav težko sodimo glede na res slabo ohranjenost, ampak da bi bila pa slaba, pa tudi ni mogoče reči. Torej, izvrstno delo se mi zdi ravno zaradi svoje vsebinske dramatičnosti, inovativnosti, in inovativnosti. Toliko. Pusti še kaj? Celo popolno.